Leta 1962 se je filmarsko-novinarska žepna odprava, v kateri sta bila Aleš Kunaver in Zoran Jerin, podala na alpinistično odpravo v Nepal. Šeststo kilometrov dolga pot ju je vodila od Katmanduja preko Namče Bazarja do Dardžilinga. Neosvojeni himalajski vrhovi, ki sta jih srečala na poti, so postali cilj naših prihodnjih alpinističnih odprav. Po dolgih miljah vožnje priropotamo v Katmandu. Mesto stoterih templjev preseneča z množico kontrastov. Na ulicah je še pred 12 leti odmeval strel topa, ki je prebivalcem zjutraj in zvečer po srednjeveški navadi oznanjal, kdaj smejo na ulice in kdaj se morajo spet vrniti domov. Del katmandujskega vsakdana je tudi tržnica. Prodajalci imajo blago kar na tleh. Na cesti brezskrbno, kot da ve, da je nedotakljiv, leži sveti bivol. Kipci in spominki so kar sredi ceste predmet dolgotrajnih mešetarjenj. Bronasti molilni mlinčki, zglajeni od prijemov neštetih rok, se zavrtijo in molitev odpotuje. Še obisk v Patanu. Staro mesto loči od Katmanduja reka v dolini. Opica je tudi sveta žival. Templji razgibanih oblik in sredi med njimi živahen bazar so posebnost Patana. Za mestom se odpira pogled na Katmandu sredi doline in daleč zadaj na belo himalajsko verigo, ki se izgublja na vzhod proti Everestu, v smeri, kamor odideva le nekaj dni pozneje. Razpokane noge najinih nosačev tiho stopicajo po prahu, skalah in blatu. Pleteni bambusovi jermeni režejo brazde v čela in žulijo hrbte. Povsod srečujemo tovornike s koši, zavoji in drugimi tovori. Za velikansko večino dežele so hrbti nosačev edino transportno sredstvo. Nekaj ur pozneje stoji na robu zmrznjenih vaških polj Najin tabor in vsak pogled iz šotora najde le nekaj kilometrov naprej ledeni Ama Dablam, eno najlepših gora Himalaje. Naša vsakodnevna naloga so dolge ure hoda in prvi sončni žarki nas po ledeni noči vedno najdejo že napol pripravljene na odhod. Nosači si pripravljajo svoj camo in čaj. Nasmejani obraz šerpe Tensinga
naj jo je zjutraj budil iz sna, nama pripravljal čaj, naj jo spremljal pri delu in nama odpiral vrata v hiše domačinov. V Kumdžung sva prišla na začetku zime. Toda snega je bilo zelo malo. Snežna meja se je pomaknila v pobočja, zato pa je mraz zimsko gospodaril v deželi Šerp. Navadno se vlečejo redko posejane vaške hiše na kilometre v vseh smereh. Tjangbočeska gompa stoji na manjšem grebenu, ki stoji povprek čez dolino in v kamnitih hišicah razmetanih na gričku okoli samostanskega poslopja živi okoli 30 lam, budističnih menihov. Midva, nadležna Evropejca, vrtiva kamere, dokler se vse skupaj ne zatakne in imajo vaščani mir pred najinimi objektivi. Ko vidiš prvega jaka, si zaradi njegovega hudobnega pogleda in koničastih rogov kar prestrašen. A jaki so zelo miroljubne živali. Dajejo mleko in volno ter nosijo tovore. Brez njih se Šerpe ne bi mogli obdržati v gorah. Pri Šerpah v Namče bazarju, Kumdžungu in Tjangbočeju sva preživela 10 dni, se približala Everestu na 10 kilometrov in se povzpela v pobočje 6000 Taveče, 5000 metrov visoko. Od Namče bazarja do indijsko-nepalske meje sva hodila še 23 dni. Vendar se bistvo dežele, večni grebeni in doline, ni spremenilo vse do Dardžilinga. Ogromni ser lahkotno leti visoko v zraku. Njegovo ostro oko budno spremlja vsak premik na zemlji. Pot se je dotaknila podnožji 9 8000-akov. Everest, Lhotse, Makalu, Cho Oyu, Kanchenjunga, Džanu. Globoko v dolini pod Everestom je Namče bazar. 3400 metrov visoko so na drevesni meji raztresene hiše in njive Šerp. Tu je njihova največja naselbina. Dom gorjancev, vaška šola in za naseljem samostan Tjangboče, filozofski center nepalske Himalaje. Spretni krojaški mojster ima svojo delavnico v neposredni bližini tržnice, vsem na očeh. Zimski Dardžiling, zavit v meglo in zimski hlad, naj jo je sprejel prazen in puščoben. Šele mesec dni kasneje, ko bo spet sijalo sonce, se bodo ulice, hoteli in trgi napolnili s pisano množico. Vse lepote, raznolikost in vsakdanje življenje Nepala je Aleš zabeležil tudi s 35 mm kamero in z barvnim filmom. Malim narodom in malim deželam je dala narava razdalje, gorovja in reke, da jih čuvajo v tekmi za obstanek z naravnimi silami. Vrste grebenov so trdnjava, ki ščiti narod Šerp pred vplivom moderne civilizacije. Samo ptice obvladujejo razdalje. Za človeka, za pešca, je do njih 500 000 korakov. Ni ne cest, ne ravnin. Samo bose noge nosačev gladijo kamenje gorskih steza, ki edine povezujejo ljudi med seboj. Reke so kot z ostrim nožem razrezale površje. Ljudje pa so čez nje zgradili mostove. To so vozlišča, kjer se stekajo steze, popotniki in tovori
in se na drugem bregu zopet razhajajo. Vitki bambus je napet prek soteske in izkušnje tisočletij so razvile oblike, kot jih pozna najmodernejša tehnika. Mostovi so še tudi drugačni, jekleni, skovani v bližnjih kovačijah, spleteni in statnjeni iz lijan in lesa, pa kameniti, ki votlo odmevajo pod korakom. Dežela šerp, dežela 8000-akov in ljudi, ki si znajo v senci ledenih vrhov izbojevati svoj kos kruha. Njihov pogled na vrhove je mešanica spoštovanja in ljubezni. Tam so doma njihove sanje in njihovi bogovi in demoni. Povsod po pobočjih nad rekami pa raztresene domačije sredi stopničastih polj, kjer ni prostora za strnjena naselja. Za popotnika, za belca, sahiba so samo vprašujoči pogledi. Pod visoke grebene se je vrinila tropska džungla, bananovci, bambus. Zgoraj na vrhu pa je zemlja trdno zmrznjena. Mrzli jesenski veter je potrgal listje in ožgal suho travo. Surovo okolje narekuje grobo arhitekturo. Vse hiše so enake. Mnogi domovi so že prazni. Prihaja zima. Ni več potovanj čez visoke prelaze v Tibet s tovori hrane, volne, soli. Ni več paše na oddaljenih pašnikih. Vrti se votek in ropotajo statve. Iz Tibeta je prišel potujoč čevljar. Tu bo nekaj dni in nato ga bo prihajajoča zima odgnala v dolino. Mraz in sneg terjata zaloge kuriva, toda starec se boji urokov iz kamere. Ovce, koze in jaki so dali svojo volno za groba, a topla oblačila. Čeprav je krepko pod ničlo, mraz ne moti dela na prostem. Utrjeni prsti so kos mrazu in vetru.
Tudi v notranjosti hiš, v mraku z lesenimi okni, delo ne miruje. Niti tekmujejo s sončnimi žarki. Oboji v snopih, oboji brez konca. Pisani trak tkanine teče iz statev in bo krasil gospodinji pestro narodno nošo. Jaki so dobili svoj zimski kožuh. Za pastirje je malo dela. Jaki in Zumi poznajo svojo pot do pašnika na robu vasi. In časa za pogovor in igro je dovolj. To je dežela nasproti. Nasproti v obličjih ljudi, v podobi dežele. Ognjeni cvet, ki mu je žgoče sonce dalo sijaj, in mrzli let višin, si stojita nasproti. Kosmat jak se je utaboril kar pri šotoru potujočih Tibetancev. Doma so nekje za visokim prelazom Nangpa La. Selijo se na toplejši jug s svojim imetjem čredo jakov. V vasi zopet ena družina zapušča svoje poletno bivališče. Na vratih bo obvisela težka železna ključavnica. Vsi ti odhodniki so znanilci zime. Vsaka nevihta že pušča za seboj sveže pobeljena pobočja. Snežna odeja bo prekinila vezi med zaselki in samo veter bo gospodaril po zametenih poteh. Naj začne popotnik na zahodu v Katmanduju ali pa na vzhodu pod zasneženo Kančenzengo, povsod so razdalje in prepreke iste. Šum Dudkosija ne sega do nas. 2000 metrov globoko pod stezo si utira pot iz Solukumbuja, iz dežele Šerp.
Velika trdnjava verovanja, filozofije in tradicij stoji na grebenu visoko nad dolinami, blizu sneženih vrhov, domovanja bogov. Tiangbočejska gompa, staro žarišče kulture ob vznožju Sagarmate. Na vseh 4 straneh neba štrle ledeni zobje iz obzorja in misli, rojene v himalajski samoti, so zapisane na kamnih manja. Pritajeno mrmranje polni samostansko dvorišče in tudi v zavetju lesenega okna šume listi pod rokami starca. Verovanje, sklepi in nekaj malega znanosti so skriti v kljukastih pismenkah tisočerih knjig, ki so jih napisale skrbne roke v dolgih stoletjih. Zgoraj na robu vasi v budistični gompi, samostanu, izginja praktični duh gorjancev. Tu je doma filozofija, ki je zrasla pod vplivom sneženih vrhov, samote, tišine in bučanja viharjev. Na molilnih mlinih se vrte molitve bogovom. V debelih knjigah so zapisane misli ljudi. Stavba starih verovanj hrani tudi vero v obstoj mističnega snežnega človeka. Jetijev skalp zresni nasmejane obraze. Moderna znanost je skalpu sicer odrekla veljavo. Za tujce iz razumarskega sveta je relikvija lahko le zanimivost. Album in v njem spomine je vaškemu starešini podaril prvi osvajalec Mount Everesta Edmund Hillary. Moderni časi odpravljajo celo najstarejše navade in prvič v zgodovini Gompe je vrhovni lama samostana Tiangboče pod Everestom prišel na obisk
in spil čaj z nami. Le panorama gora ostaja, taka, kakršna je bila že milijone let. Amadablam, Everest, Lhotse in zaledeneli sosedje, nemo zrov na krhko nebogljeno življenje, skrito po vaseh, samostanih in na vijugastih gorskih stezah.